Decembra ste v naši oddaji lahko videli prvi del pogovora z bioenergetikom, radiestezistom in zdravilcem gospodom Štefanom Titanom. Danes sledi drugi del najinega zelo zanimivega pogovora. Štefana Titana najdete v Tišini pri Murski Soboti. Povejte mi še tole, k vam prihajajo ljudje, kot ste rekel, iz cele Slovenije, tudi iz drugih koncev, zaradi kakšnih težav pa največ? Glejte, zdaj takole različno. Največ težav je prav z hrbtenicami. Glejte, spet bomo rekli, in telefone, in sedenje, in računalnike. Danes imamo vse povsod, v vseh podjetjih, v vseh ustanovah, na delovnih mestih več ali manj sedeči položaj. Sedimo za tistim računalnikom, delamo in potem si je drža, nepravilna drža, ker nekdo, ko smo imeli pisalne stroje, smo tako delali, smo gledali dol, pisali. Zdaj pa moraš tako držati glavo, pa pišeš. Torej, trpi vratni del hrbtenice. Zato največ in veliko večini lahko rečem, ljudje trpijo z vratnim delom hrbtenice. Ker ta pritiska na možgansko deblo, možgansko deblo je podaljšek med malimi možgani in hrbtenjačo, od koder prihaja 12 parov živcev. To so možganski živci, med njimi so najpomembnejši živec vagus, ki oživčuje srce, pljuča, celotni prebavni trak in žile. Zato je toliko tega aritmije, nihanje pritiska. Prav ta živec to povzroča, bolečine v pleksusu, potem mislimo, da je to kislina. Dejansko je samo v tistem delu, kjer je ta živec blokiran, se pravi koren živca, povzroča težave. Žile, krčne žile, na žile vpliva. To je eden izmed teh živcev. Potem na vid, poglejte, koliko ljudi ima težave z vidom. Takšne in drugačne. Pečejo oči, solzijo se oči, potem lahko vid se slabša, dvojni vid, motni vid, vrtoglavica, je v možganskem deblu. Sluh. Poglejte, recimo pride do ljudi, ki pravijo, slišim, ampak ne razumem. Torej niso ušesa kriva, ne notranje oko, živec, ki pride potem, ko pride do blokade tega živca, začne brenkati na cvilje, na piska v ušesih in preusmeri se ta zvok drugam in pride potem do šumenja, pravzaprav mi slišimo, ampak ne razločimo, pa ni oko krivo. Vrtoglavica, koliko je teh primerov, ko se ljudem zavrti, spet vratni del, ravnotežni živec, ki oživčuje notranje oko, špiralcu, v kateri je tekočina in kamenček, in če se ta pravilno ne premakne, to je ena vrsta libela, če se to pravilno ne premakne, ko naredimo to ali to gor dol, nam tema grate pred očmi. Potem pa iščemo, recimo tudi pride lahko do padcev, ko padajo, potem pa epilepsija. Ko pa dobiš diagnozo epilepsija, je pa zadanova. Zato jaz vedno, kadar delam pregled, postavljam diagnozo, to točno moram vedeti, kje je vzrok za vsako posamezno stvar in potem povem, to imate težavo, tako kot ste vi imeli z očmi za to. Mi smo rekli, kje je težava, tudi ležišče je eden izmed teh osnovnih povzročiteljev težav. Kot povemo, najdemo pravi vzrok, ker jaz vedno iščem vzroke. Meni je vzrok pomemben. Danes sem imel ravno na pregledu gospod, ki ima zatečene oziroma boleče sklepe, pa ne zaradi tega, ker so sklepi krivi, njej masirajo sklepe, dejansko je pa vzrok v hrbtenici. In se je rekel, vi imate težavo v hrbtenici, vam pa bolečine tukaj lahko, ker bolečine so vedno drugje, kot pa je vzrok. Živec, če je stisnjen, kleščen, ne boli tam, kjer je kleščen, ampak na koncu, ker se on končuje. Zato recimo v hrbtenici, spet bova šla malo nižje, na prsni del oziroma še del vratnega dela, vrame v roke, prsni del. To je pa ta del tukaj, pa najbolj prizadet. In ravno zdaj to sedenje, dviganje, te stvari, pa vplivajo na kolčni živec. Ta pa prihaja iz drugega, tretjega, prsnega vretena. In ko mi to obremenjujemo pri dviganju, pri sedenju, pa čutimo, ko nas začne boleti v križnico, kolke tukaj notri bolijo, ne zunaj, dol po nogah, notri spala in pri ležanju, pri sedenju dobimo krče. Tako to je najpogostejše težave, s katerimi se srečujejo ljudje in tudi največ pacientov prav zaradi tega prihaja k mene. Kaj pa recimo razmišljam zdaj, ko vas poslušam in ste me res čisto navdušili,
bi bilo dobro tudi kakšen preventivni pregled pri vas opraviti? Ja, dosti je takih primerov, ko mi pridejo preventivno. Ja, lahko rečem, tudi taki ljudje so, ki hoče vedeti, če ste zdrav ali ne. Ampak jaz mu potem povem, hvala Bogu, vi pa res nimate težav. Zdravi ste, dobro je. Večinoma, pa lahko rečem, večine pa pridejo takšne, ko več nikjer drugi ne najdejo pomoči. Ko vidijo, da je stanje nezdržno, potem se spomnijo na titana ali nekdo pove, pridejo k titana, titan postavi diagnozo in potem terapija in to je to. Nekaj bi se hvala, ampak res je, jaz se potrudim, ko delam s človekom, jaz delam zato, ko mu pomagam. Glejte, tudi moje cene so take primerne za vsakega. Nekaj imajo po 50-80 evrov za 15-minutno terapijo, pri nas je 20 evrov, polurna terapija, ampak takrat jaz delam, da sem včasih moker, dobesedno moker. Gospod Titan, pri kakšnih težavah se pa da ljudem tudi pomagati? Glejte, zdaj tu je različne terapije, pri nas se izvajajo takole. Eno so terapije, masažne terapije, drugo so bioterapije. Pravi, kadar delamo, tudi sin dela te stvari, kar bom zdaj rekel, to so masažne terapije, hrbtenice. Tu se dela s toploto, to je energijo, istočasno se potem vtira v medvretenčne diske šentjanževo olje, nobena skrivnost. To olje je edino, ki pronica skozi pore v hrbtenico. S tem se hrbtenica razširi, zato nastane reakcija. Ljudje, ki pridejo sem prve 3-4 dni, imajo na dotik, ki jih boli, ker se širijo diski, občutek dobijo, kot da so malo zatečena hrbtenica. Torej, vse, kar so masažne tiče, to se dela dvojno, z masažo in bioenergijo. Zelo pogosto pa prihajajo predvsem ženske z težavami s hipofizo, ščitnico, redijo se, ne hujšajo. To so pa hormonske težave, predvsem pri ženskah bolj prisotne kot pri moških. Ko delam samo z bioenergijo, takrat se osredotočim na tisti določeni organ, s katerim operiram, dajem energijo v ta organ, ga obdam z auro, energetsko auro in omogočim, ko potem 24 ur ta energija deluje v njem. S tem se začne zdravljenje. Predvsem pa je tu veliko bolnikov, pravim ženske s hipofizo, težave se hujšajo ali ko se redi to ščitnica dela. Potem imamo veliko limfnih težav, ogromno je tega. Tudi prihajajo, enkrat sem imel že take primere, ko so bili odpisani praktično, pa smo jih pozdravili. To so razni limfni rak, bi lahko rekli, to je edino, kar ga zdravim. Zadnje čase je pa največ bolnikov z jetre. Po koronavirusu je ogromno vnetij slinavke, težave s slinavko, težave s timusom. Timus je žleza, ki je glavna žleza za odpornost. Potem so pravim virusne pljučnice zdaj zelo pogoste. Virusne pljučnice spet v zdravstvu ne zdravijo, ne vem zakaj. Zato, ker imamo dve vrsti pljučnice. Eno je bakterijska z visoko temperaturo, dobite antibiotike, drugo je pa virusna brez vročine. Namreč virusi se najbolj razmnožujejo pri temperaturi 37,1 do 37,3 tu. Torej, nič ne čutimo, notri malo tisto tesnovo ali vročino, navzven se pa nič ne pokaže. Te pa povzročajo virusne pljučnice, meningitis. Virusne pljučnice so pa tiste, ki potem povzročajo dodatne težave. Hitro se zadihamo, utrudimo se, oznojimo se in puls nam skoči. Močno nihanje pulza. Tu sem specialist za te stvari, jaz potem direkt delujem na pljuča čistim, kad se to izkašlja, kad se potem poveča količina kisika v telesu, srce dobi več kisika, ker zdaj tudi popuščanje srčne mišice je prav zaradi virusnih obolenj, ne zaradi lepšega. Se pravi, srce dobi premalo preko koronarnih žil, premalo kisika, zato nastane popuščanje srčne mišice. Tudi tu smo zelo uspešni se potem pri teh virusnih pljučnicah, ko se to očisti. Kratka, ja, veliko je teh težav različnih, ki jih praktično zdravimo, ampak pravim pod pogojem, ko se pacient potem odloči za to zdravljenje, ker pri nas se ne dela tako, danes pa čez mesec ali čez teden,
Takrat, ko jaz delam terapije, je 5 ali 10 terapij, eno za drugim, vsak dan ista ura, dobi isto uro in potem pride na to terapijo. Terapija pri nas traja pol ure. Jaz govorim o terapiji, ker to je zdravljenje. Če bi govoril o nekaj masažah, pa to masaže so pa gnetenje mišic, kar večina dela, to pa si lahko sami s telovadbo pomagamo. Pa da zaključiva malce bolj veselo, optimistično. Vem, da ste velik strokovnjak tudi v pisanju knjig, pa v slikanju. Lahko še par besed o tem. Jaz imam eno vašo knjigo, ki je res enkratna, jo prebiram. In sem se veliko naučila tudi iz teh vaših besed. Ja, res je. To je pa moja, lahko rečem, zabava. Jaz pišem iz zabave, se pravi takrat, ko nimam kaj drugo delati. Sicer imamo vrt, imamo zunaj polno dela, zelo rad tudi zunaj delam. Ampak to je po zimi, ko res nimaš kaj drugega delati, se spravim pa začnem pisati. Rad predvsem sem bolj poet, čustveni, erotici, ki imam rad take čustvene stvari. Tako dosti sem jih, 8 pesniških zbirk sem izdal, zelo dobre. Kar se pa tiče teh knjig, radiostezije, bioenergije, pa tudi imam kar nekaj teh knjig izdan. Najboljša med njimi in tudi najbolj brana je pa prav ta Prisluhnimo telesu, telo nam vse pove. V tej knjigi sem se pač odločil ljudem prikazati to, kar sva zdaj govorila. Je v tej knjigi vse noter napisano, se pravi bolezen, zakaj prihaja do te bolezni, kakšni so simptomi, znaki bolezni in kaj si lahko sam narediš, kaj lahko sam tudi preprečiš. Tako moram povedati, dobil sem kar lepe priznanja, ustna priznanja. Odzive, tudi strani strokovnjakov z Ministrstva za zdravje, lahko javno povem. Po telefonu so me klicali, so rekli, da je zelo dobra, preprosto napisana, vsem razumljiva. Jaz ne uporabljam latinico, ampak čisto preproste izraze, tako je lahko razume tudi starejši, mladi, izobraženci, neizobražene. In notri najdejo sami sebe. Koliko mi kličejo, pravi, točno tu sem se notri našla. To je tisto osnova in pa prav. Slikanje. Slikanje pa moja taka ljubezen do narave. S tem si pa spet sproščam svojo dušo, sprostim se. Včasih sem tudi tak, kot sem bil slabe volje, žalosten, sem šel gor v atelje, pa sem začel risati. Ampak tiste risbe so bolj take žalostne, sive. Gospod Titan, hvala lepa, da ste si vzeli čas tudi za našo oddajo, za najin pogovor. In pa želim vam, da še dolgo pomagate ljudem in širite vašo dobro voljo in lepo energijo. Hvala za dobre želje. Ja, tudi jaz si želim, da bi še drugo leto bo 80 okroglo. Ampak želim, vedno pravim, bom delal do 90. leta. To sem se z Bogom dogovorila. Vesel sem pa, če lahko ljudem pomagam in če bodo v tej oddaji kaj odnesli, ko bodo našli kaj svojega v tej oddaji, bom pa najbolj vesel. Mislim, bistvo vsega je to, ko ljudem nekaj poveš, ko od tega nekaj dobijo, ne zato, ko bi sebe predstavljal, ker jaz imam toliko dela, ko itak ne morem z reklamo, ko bi vse reklame delal. Hvala lepa. Zato smo vas pa obiskali z velikim veseljem in tudi spoštovanjem. Hvala lepa.